Lepo pozdravljeni, sem Andreja Novak in se z energijami ukvarjam praktično celo življenje, od malih nog, profesionalno 20 let, še prej na 10 let podlage, kjer smo brezplačno delali, raziskovali vse. In vsekakor bi želela, oziroma sem se odločila, da je čas, da temeljito pogledamo v prostor magije, vključno s črno magijo in pa z vsemi ostalimi barvnimi niansami, ki včasih hitro preidejo iz bele magije v sivo in potem v črno. Tako da, kar se tiče črne magije in ostalega, je pomembno, da se začnemo zavedati energij, zavedati lastnih energij, lastnih čustev. Tako da, glede tega današnji video in pa če imate kakršenkoli svoj srečni recimo predmet ali kristal ali kaj takšnega, da čutite, da ste s tem pomirjeni, je potem sedaj čas, da najdete ta kristal ali da sprejmete, da poiščete tisti predmet, ki vam je pri srcu oziroma ob katerem se počutite varno. Zakaj je temu tako in zakaj sem se v bistvu 20 let izogibala govoriti o tej črni magiji oziroma o magiji na splošno, ker preprosto se prehitro delajo zaključki, prehitro se sproži stres, strah in prehitro potem nekako pritegnemo ravno tisto, kar nismo želeli. Sama se zavedam od malih nog, da je črna magija obstaja, da pa dobiva moč izključno s tem, da ji mi dajemo moč. Se pravi, hrani se, tako kot vse negativne energije, se hrani z našim strahom, z našo vraževernostjo in z našim neznanjem. Tako da sem se proti svojim strahovom in proti svojim mislim ali pa čutenju, da sem uročena, kajti glede na to, kakšno je bilo moje življenje, bi lahko bilo uročeno od začetka naprej, ampak sem se v bistvu s tem bojevala na način, da sem se izobraževala, meditirala, dvigovala svojo zavest in raziskovala, čemu je vzrok, kje je vzrok in kako v bistvu se lotiti stvari. Na srečo sem prišla po spletu naključij oziroma me je duša vodila v agronomijo, kjer sem spoznala med študijem, da so to praktično moji ljudje, da sledim v bistvu, da se rada komuniciram jasno, konkretno, prizemljeno in da vse ostalo, kot ene slutnje, iluzije, hrepenenja, mi ne prenašajo ne rezultatov, ne koristi, niti dobrega počutja. Tako da je meni dala agronomija veliko več kot znanje, kako obrezovati drevje, čeprav je to moja najljubša privat zadeva, ko počnem vse, kar se tiče zemlje, te prizemlji v vašo lastno energijo. Tako da osnovna zaščita pred bilo kakšno črno magijo je delo na zemlji, delo v vrtu, meni je to psihoterapija, tako da v vsakem primeru je stik z zemljo tisti, ki prizemlji vaše energije, da postanete čvrsti za zunanje vplive. Blog sem leta nazaj napisala Črna magija, strah pred neznanim, kjer sem izrazila svoje nazore glede tega in ta blog še vedno velja. Sem ga pregledala, še vedno verjamem to, čeprav se včasih kaj nekako se človek nauči kaj več, ampak že takrat sem bila previdna v smislu, kaj je tisto, kar nas dela šibke za črno magijo. In tako kot sem rekla, črna magija je energija, ki pride v naš energijski sistem, v energije človeškega telesa in okolja, ali v naš dom, ali v naše življenje, zato ker smo na določenem nivoju dali dovoljenje za to. Kar pomeni, da verjamem, verjamem, da se ljudem vse živo dogaja, kajti obstajajo uroki, vkletve, obstajajo karmične zanke iz preteklosti. Vse to sem naštudirala, kajti obstajajo stvari, ki jih sabo potegujete ali iz preteklih življenj ali paralelnih življenj. O tem bomo na široko govorili ne javno na YouTubeu, ampak bolj privat v intimnem vzdušju, da ne pritegnemo vseh živih vragov ven,
Ker v bistvu črna magija je nekaj, kar v bistvu čaka, da se odprejo vrata, zato upam, da ste šli po svoj najljubši kristal oziroma predmet, s katerim se počutite varno. Nekateri imate podobco Marije Božje, nekateri imate vodo z Lurda, nekateri imate srečni amulet, štiriperesno deteljico, nekateri imate naš prstan, nekateri imate kakršnakoli nakit, ki vam prinese ta občutek povezanosti, miru in zaščite, tako da vse, kar imate v tej smeri, je za vas koristno. Nihče v bistvu od nikoga ne sme ali pa posmehovati se tem vašim bilo kakšnim amuletom, kajti vam prinesejo tisto, kar si želite. Edino, kar mi preverjamo energijsko, pa so kristali. Če jih imate na prstanih ali na verižicah, zapestnicah, kristali namreč imajo to tendenco, da nas se potegnejo energijo okolja in da lahko recimo nekdo, ki vam je poklonil obesek, kristal, ametist, da je malo ljubosumen na vas ali prijateljica ali kakorkoli in je to ljubosumje šlo z vami v ta obesek in imate vedno občutek, da vas nekaj duši, ko si ga date gor, prijateljica vas sprašuje, zakaj ne nosiš tistega, to je zate, za ribe je ta ametist, koristilo ti bo, nosi ga in vi imate slabo vest, da ga ne in pol, kadar se srečate, ga date gor, da je mir, ampak čutite, da nekaj ni v redu in ta instinkt je dobro poslušati, kajti čustva in vse energije se na kristale obesijo, zato imamo v živo eno posebno delavnico, v kateri se to naučimo. Tudi v webinarju bom govorila o tem, kako izčistiti oziroma preverjati, da je kristal v redu. In če seveda kristal poči, ali je to v obesku ali karkoli, bi bilo na njega v bistvu velik pritisk, tako da če poči iznenada ali vam skoči iz rok po čudežu, so nekatere energije na to vplivale, da niso želele, da je tisti kristal tam prisoten in so v njega usmerile preveliko moči. Torej, instinkt je tisti, ki ga poslušajte in pa seveda svoj amulet, ki vas osrečuje, imejte s sabo. Veliko ljudi ga ima v avtu in veliko ljudi se ob tem počuti bolj varne, kar je čisto v redu. Če se vrnem na tisto, da date dovoljenje za vpliv na vaše življenje, nekje na nivoju, recimo tako smo tudi terapevtsko se usmerjali, če je kdorkoli imel občutek, da je pod črno magijo, verjamem, da je magnet za črno magijo, za slabe misli, za uroke, za kletve nekdo, ki je sabo že prinesel določeno vibracijo. Se pravi, na vas ne more vplivati nekaj, kar ni seme v vas. Se pravi, če imate v sebi seme zavisti, seme sodb, seme recimo karmičnega življenja, ki ste vi izvajali v roke, ali ste uročili recimo moškega, da se je poročil z vami in ste imeli družino, on je bil kot uročen, nesrečen, kajti vsak, veste, ki je uročen, ni srečen, ni v stiku s dušo, ne glede na to, da izvaja tisto, kar ga urok navede. In če ste vi v preteklih življenjih ali paralelnih življenjih to izvajali, potem je velika verjetnost, da imate nekje v svojih energijah zakopano ta semena oziroma to karmo, ki prihaja na plano, da se izravna oziroma da vi sprejmete potrebna spoznanja, osvobodite te nagibe, da bi vplivali na druge, kajti ti nagibi so še vedno prisotni v vseh ljudeh, še posebej v mamah, kar se tiče svojih otrok, ali pa v družinah nekdo prevzame glavno vlogo in vpliva potem na partnerje, otroke, celo na svoje starše, okolico. V glavnem, ti nagibi in te notranje lastnosti, ki jih imamo, iščejo pot realizacije, da se potem mi kot duša na zemlji realiziramo v nov cikl, dobimo prava spoznanja, se pomirimo in v ta namen bom tudi v tem videu malo več povedala. Zakaj pa je sedaj pravi čas, da sem se tega lotila bolj sistematično? Kajti prej nisem želela o tem govoriti, ne samo zato, ker ni bilo večjega smisla, ampak tudi zavest ljudi je bila, kako bi rekla, bolj ujeta v strahove. In če sem karkoli omenila glede
recimo črne magije skozi religijo ali sisteme ali čez družino ali čez kraj, sem bila deležna tudi, če ne verbalnih, ampak energijskih močnih napadov, ki se mi ni dalo s temi ukvarjati, ker ni bilo efekta. Če bi bil efekt, da bi jaz lahko pomagala razrešiti te silnice, ki so po krajih, po določenih cerkvah, po določenih skupnostih, bi se tega lotila, ampak sem videla, da ni efekta, ker so bile energije še bolj zaprte. Nisem si pa predstavljala, da bo še v času mojega življenja se to čisto spremenilo, ampak lani, ko je Pluton prišel bolj močno v vodnarja, se pravi leta 2023 je vstopil za par mesecev v vodnarja, se je začelo nekaj dogajati, nekaj spreminjati, potem se je vrnil v Kozoroga, no in sedaj bo v vodnarju do leta 44, s tem, da 43 bo že stopil malo v ribe, pa potem se vrnil v vodnarja nazaj, ampak do leta 44 bomo imeli priložnost raziskati, razčistiti, osvoboditi, se na novo postaviti glede vseh vplivov okolja, kajti prehod Plutona, najmočnejšega, najglobljega motivatorja črne skrite energije v vodnarja pomeni, da je vse to prišlo na plano, na odprto in da ima to večji vpliv na našo psiho kot na naše fizične temelje. Prej, ko je bil 14 let Pluton v Kozorogu, to ste seveda najbolj čutili Kozorogi, vse živo vas je bolelo, vse živo se vam je dogajalo, ampak to verjamem, da ste 90% med vami pomislili na črno magijo, da nekdo nekaj dela z vami, ampak zato tudi jaz nisem nagovarjala vas z energijo črne magije, ker preprosto je bil Pluton v Kozorogu tako močan in je tako spreminjal tradicijo, tradicionalni odnos do zemlje, do sveta, do življenja in tradicionalne sisteme rušil. 2008, ko je bil močnejši pristop Plutona v Kozoroga, se je zrušilo finančno stanje in vsi so v bistvu skolapsirali, Wall Street je potegnil določene, kako bi rekla, silnice, da so se sprožil reset določenih stvari in že takrat je bilo v bistvu iz ozadja vodeno spreminjanje sveta. No in zdaj, ko je Pluton v vodnarju, pa opažamo, na žalost ali na veselje, se ne vem, kako bi se človek izrazil, opažamo pa, da ljudje vse bolj zaznavate sive energije, nekdo vam sledi, vpliv na vaše misli, nočno prebujanja, nekdo je v vaši sobi, nekdo vas gleda. In vse te stvari so postale tako dramatične in tako močne, tudi za nas, ki v bistvu se ukvarjamo z energijami, da sem dojela, da je čas, da temeljito pogledamo v to tematiko, kajti kar malo praskati po površini se mi ne zdi smiselno. Če se lotimo tega, potem je potrebno, da pogledamo v globino. Zato, če vas bo to v globino zanimalo, kako se zaščititi, kako narediti vse te stvari, dve stvari bomo tukaj povedali, nekaj več v brezplačnem webinarju, ki sem ga pripravila posebej za vas, potem za une fanatike, ki pa se želite res temeljito postaviti zase, preštudirati vse, kar se tiče živali, prostora, kraja, svojih energij, svojih čakr, svojih nivojev, pa sem pripravila posebni webinar, ki ni samo za terapevte, se pravi je, kako si sam s sabo pomagati, in pa seveda za terapevte je zelo koristen, kajti vsi terapevti, ne glede na to, s čim se ukvarjajo, tudi če so samo intuitivne masaže, tudi če karkoli, bodo deležni večjih energijskih pritiskov in potrebujejo večje, širše znanje kot kdajkoli prej. V tem kontekstu bi nagovorila vse tiste, ki ste že bili na zmenku z dušo, da se vrnete k praksi, treniranju teh znanj, ki jih že imate, kajti to so osnovna znanja, ki vam bodo pomagala ohraniti zbranost, ohraniti čustveno nevtralnost, ohraniti zbranost in, kako bi rekla, zdrav kmečki in pa še vedno duhovno vplivati z duhovno integriteto in svojo močjo duše vplivati na svoje življenje. Ne glede na to, ali ste se vmes jezili name, ali ste šli stran, ali vam je to znanje bilo kar nekaj, pač vsak v svojem času
se nekaj nauči, pa potem se mu ne zdi vredno. Znanje še vedno stoji, še vedno je aktualno, nadgradnja vsega, kar je v človeškem znanju trenutno o energijah, tako da sprejmite, obnovite znanje. Vsi tisti, ki pa bi želeli imeti stabilno ali pa pot v svoje življenje na stabilen in smiseln način, pa vabljeni na zmenek z dušo. Maja in pa septembra izvajam to na otoku Krapanj. Zakaj ravno tam, vam bo jasno, kajti po tem znanju o energijah je jasno, da se lahko na nekem otoku, kjer mi nismo intenzivno pleteni v njihove silnice, ampak je otok, kjer so ostala polja miru, ostalo je pridih zlate dobe, ostalo je v energijah tisto podpora, na katero se mi naslonimo s tem, ko se to učimo, in takrat zato se tam v 2-3 dneh naučimo toliko, kolikor bi se v Sloveniji učili 2 do 3 leta. Vsak misli, da pretiravam, in vsi, ki ste bili tam, potem zveste, nekako vam je jasno, da ne pretiravam s to primerjavo. Ni to marketinška fora, ampak je to tisto, kar vam pokaže, da ko ni sistemov, ko ni pritiskov na določen način, na človeški se čas ustavi, energije raztegnejo in razumevanje, zavest se poveže z vašo izvorno zavestjo in se naučimo smiselnih tematskih stvari. Zato tudi na črno magijo in na vse sorte magij bomo pogledali iz te višje perspektive, višje zavesti, ki je za nas pomembna, da se potem črne magije najprej ne bojimo. Kaj sploh je črna magija? Črna magija si vsi predstavljamo, da to izvajajo nekje, seveda prihaja predvsem iz južnejših predelov bivše Jugoslavije, ker je tam nekaj normalnega, tam, da te baba uroči, da ti vržejo v kletu, v rok, karkoli, tam je to tako kot pri nas, recimo kletvice, ampak tam imajo še energijsko komponento. Slovenci in naš predel severni, nasplošno severne države, smo bolj emocionalno zaprti, sistematični, ne odpremo se, razumski, zato rabimo več časa in znanja, da napredujemo. Hkrati smo zamrznjeni, pogrešamo veselje in bolj kot gremo na sever, bolj je depresija prisotna, kajti depresija je temelji na psihi človeka, medtem ko južneje gremo, manj je tiste depresije v smislu, da se ljudje bolj veselijo, bolj iz čustvenih energij izhajajo, se bolj prepirajo, bolj dramatično živijo, ampak manj je tiste psihične omejenosti, ki nastane trajna depresija, ki se človek sploh ponavadi ne zaveda. Tako da recimo, če greste na sprehod v Avstrijo, boste redko kje videli človeka, ki se, ali pa družbo, ki se smeji, če se, ponavadi so od tu. Tako da je v bistvu način, običaj, način življenja in odraščanja zelo pomemben za energije. No in črna magija zame ni samo ta urok, ki ga nekdo vrže, ali pa nekaj, kar se naredi za nekoga, da se nekaj spremeni, ampak je vse, kar negativno vpliva na počutje človeka. In v Sloveniji je najbolj pogosta črna magija, ki se jo ne zavedate, da jo izvajate, so sodbe. Definitivno in pa fovšija. Sodbe, to nekako običajno gre skupaj, čeprav si mrzdo ne bi priznal. Sodimo nekaj, kar smo nekje globoko malo fovšljivi, da je to. Bi mi tudi, ne glede na to, da mogoče ni dostojanstveno, moralno, kaj takšnega, ampak sodbe so v bistvu rezanje. To je kot da bi imeli, veste, ne vem, če ste kaj risanke gledali, Ninja pa to. Risanke, v bistvu ta sodbe so kot tisti frisbiji, ki jih ninja mečejo in so režejo, dobesedno režejo. Kot da bi si tiste okrogle nože nabrusili in si jih metali, to so v energijah sodbe. Zato verjemite, da
včasih, ko se vam zdi, da so vsi neki slabe volje okoli vas, da se vas vsi neki izogibajo in da verjetno je narejena črna magija za vas, je dobro, da najprej razmislite, kako vi razmišljate o teh ljudeh, ki se čudno obnašajo do vas. To je osnova. In če imate ogromno enega miselnega procesa, ko recimo greste nekam na zabavo, pa so tam same suhe ženske, vse zrihtane in vi se že vnaprej sikirate in pripravljate teren, da boste, ko boste stopili v ta prostor, boste tiste lepe suhe ženske, ki trenirajo, da so takšne ali pazijo, v glavnem vi jih boste pokosili s tem, da se boste nekako branili, brez da bi vas kdorkoli kar obtožil. Zato so zasodbe najbolj izvorni problem, so kompleksi. V enem filmu Day in Bedrock, nekaj takšnega, ameriški film star, mi je tako zanimivo, ker en stari, en stari na cesti svojim krajanom govori, pazi, da se ti ne razvijajo kompleksi. In takrat sem v bistvu iz tega filma potegnila, da v bistvu kompleksi so nekaj, kar se res lahko razvija v človeku, nekaj, kar je ena poškodba, ki jo človek ima, in potem namesto, da bi se poglobil, si priznal, kaj ga muči in naredil nekaj na to temo, začne braniti tisto rano, začne braniti to stvar, ki jo mora nekako popraviti in se razvije kompleks. Kompleks manj vrednosti je tudi, ko obstaja kompleks več vrednosti, čeprav ti so mi smešni, ker v bistvu kompleks več vrednosti ne škoduje drugim, samo malo bolj bohoti se v okolici. Tako da vsi, ki imate kakršnekoli komplekse, se začnite zavedati, koliko sodb sproducirate na tiste, ki vam kažejo zdravo stanje tega, recimo, stanja. Recimo, da je nekdo srečen v dvojini in potem vsi samski čakajo, kdaj bo šel narazen, a se že prepirata. To je v bistvu podzavestna črna magija, vpliv na energije tistih, kamor se jih pošilja. In o tem se premalo govori, v bistvu se govori iz takih strokovnih psihoanalitičnih stanj, zato ker najtežje je v bistvu dojeti, da zares energije imajo direkten vpliv, takojšen odziv in karma ni nekaj, kar se ti zgodi čez več življenj, ampak takoj. In ko ti nekam pošleš sodbe, je samo vprašanje pol ure, uro, kdaj boš ti začutil, da se ti je to vrnilo, lahko da boš obtožil tiste ljudi, ki so bili s tabo, ampak vedno je kamenček, treba pogledati, odkje je kamen padel, da je zavalovilo morje. Se pravi, odkje se je sprožila energija, tja nazaj bo tudi prišla. Na splošno v črni magiji velja, da se trikratno pravilo, se pravi, da se trikratno vrača tisto, kar si dal od sebe. To ni nujno samo za črno magijo, lahko tudi za belo. Se pravi, če pokloniš, daruješ 30 evrov, recimo v dobrodelne namene, in potem čakaš, če se ti bo jih 30 nazaj vrnilo. Lahko se pa več. Namreč sama sem ugotovila v teh 20 letih intenzivnega raziskovanja in dela z energijami, intenzivnega pomeni vsak dan non-stop, redno spremljanje sprememb, meditacijo v sebi in okolici, kajti to delamo pač poslovno in profesionalno in prosti čas enako temu namenjen. Tako da v zadnjih 20 letih sem pa ugotovila naslednje, da bolj kot je človek povezan s svojo svetlobo, širši kot je kanal, hitreje se mu vrnejo stvari, plus in minus. Kar pomeni, da tisti, ki ste energijsko močni, imate močan vpliv na okolico, je za vas še toliko bolj pomembno, kaj in kako razmišljate, kaj dajete, kaj delate in kaj nekako širite okoli sebe. To je, verjamem, vsi smo ljudje, vsi imamo slab dan, ampak samo zavedanje, da se vse večkratno vrne in recimo dostikrat smo v društvu, ko smo začeli s temi energijami, mislim, z delom profesionalno, smo imeli društvo Angelsi. To je še vedno domena našega zavoda za energije, ki je zdaj kot zavod, kajti zdaj poučujemo te stvari. No in prva je recimo takšna afirmacija oziroma deklaracija, ki je vsakemur, ki jo je probal, dala veliko podporo, je bila ta, ki jo vam bom zdaj delila z vami, in sicer zvečer,
ko je tema, pojdite brez svetlobe pač na teraso ali ko ste zunaj, poglejte v nebo, začutite to zvezdnato nebo in recite: pošiljam dobro misel v svet, naj se mi 1000-krat povrne. In ta energija, lahko jo v mislih to rečete, ne rabite na glas, da ne bo kaj ga iz vogala infarkt, samo to misel pošljete v vesolje, da se vam 1000-krat povrne, pošiljam dobro misel in naj se mi 1000-krat povrne in počakate, da se to zgodi. Nekaj se bo zgodilo. In če to trenirate, boste nekako na čisto spontan, individualen način začeli se povezovati z dušo, s svojimi višjimi talenti, z večjo perspektivo, kar pomeni, da boste imeli en tak dober notranji občutek. Zdaj pa, to ste vi besedo izrekli zavestno. Se pravi, če bi vi zavestno, recimo svojega bivšega želeli, ne vem, se mu zdravje poslabša, da vam je naredil nekaj grdega in je, kaj pa vem, pač slabo ste se razšla, vi ste trpeli, niste povedali, v glavnem cele kolobocije in vi ste še vedno jezni na njega, on je šel naprej, se srečno poročil, zgleda zadovoljen, vas jezi, čakate, kdaj ga bo karma usekala, nič ga se mu ne zgodi in vi se naprej jezite. In potem začnete ob večerih ali kdarkoli v svojem prostem času razmišljati škodoželjno, kaj vse bi si želeli, da se mu zgodi. Enako te misli sicer gredo do njega, tako kot je šla tista dobra misel do vesolja, gre do njega, on se spomni na vas. Zraven lahko dobi slab ali dober občutek, odvisno kakšne čustva še on goji do vas oziroma kaj je še ostalo v energijah. Potem se pa tolikokrat, kolikokrat ste vi notranje močni, vrne k vam. Se pravi, ta ista kvaliteta, ista vibracija, ista misel pride in začne vas razžirati na kakršenkoli način. In vi boste to prepoznali, kot da vam on škodi ali njegova sedanja. Tako da zato, veste, sem jaz toliko odlašala, da se poglobimo v energije črne magije, ker se vmes toliko kolobocij zgodi, čustvenih in takšnih, da preprosto je res potem treba nekje presekati, reči bob, se začeti brigati zase, se pomiriti sami s sabo, svojo preteklostjo, se opravičiti v sebi ali pa dušam, ki ste jih ne hote ali hote prizadeli, v glavnem narediti eno inventuro in se potem pomiriti s sabo, povezati svojo dušno energijo. In verjamete ali ne, to najlepše naredite na zmenku z dušo, ker ste vodeni, ker ste nekako ves čas v dobrih energijah. Tako da ta črna magija, povezava teh pošiljanj raznih energij je zame malo sporna oziroma je potrebno večje zavedanje, kot se zavedamo, da je. Drugo, kar mi je tudi, a veste, črna magija se lahko, v to črno magijo lahko gre tudi naslednja stvar. Recimo, da nekdo zboli in takrat nekako pa potem pove enemu prijatelju ali pa objavi celo na Facebooku, kar se mi zdi, če hočete imeti negativne vplive, objavite probleme na Facebooku. Galore negativne energije več boste dobili, kajti je redko, kdo bo iz srca in svetlobe poslal k vam pozitivno energijo. To mi zavestno delamo podpore v plus, takrat, ko čutimo, da je smisel oziroma včasih celo vsak drug dan, ker se mi zdi, da s tem zdržujemo dobro stanje. Ampak generalno, veste, je pa tako, kot da bi na železniško postajo nesel nežno mlado golobico in pričakoval, da bojo tam čuvali in da se bo dobro počutila. Enako je z našimi energijami. Kadar imamo probleme in jih vi to objavljate na socialnih omrežjih, to je tako, kot da bi odprli rano, da se čez njo zapele še ena horda bikov, bizonov, vragov in slabih energij. Tako da ne priporočam seveda tega. No, ampak kar sem hotela reči je, da ko mi nekako iščemo ti svoj plus, iščemo svetlobo, podporo,
hkrati pa nekako, kot da bi provocirali energije, da se zalepijo na nas, to je drug problem te črne magije, da ko smo ranljivi, občutljivi, bi se vsak normalno, tako živali naredijo, potegnil vase, naredi v sebi en tak meditacijo ali recimo najhitrejša pomoč je, da pišete vse, kar vas muči. Živali naredijo takrat celo post, se pravi ne jedo, samo pijejo, kadarkoli čutijo, da je nekaj hudo narobe. No in to je recimo pri teh energijah, ti moraš nekje se ustaviti, reči, ok, kje smo. In vezano na črno magijo je, da mi premalokrat naredimo ta notranjo inventuro oziroma odmik, da bi videli kdo kako. Težava, ki je še povezana s črno magijo, je ta, da mi imamo v sebi seme, ki smo ga prinesli v načinu razmišljanja, čustvovanja. Mi smo dobili iz svoje okolice, se pravi iz družine, lokalne skupnosti, določene imprinte, ki pritegnejo enak vzorec problemov, tako da če to ne prerastemo zavestno ali z energijo moči, recimo športniki imajo naravni način, kako premagati te vplive okolja, seveda se z enakimi problemi soočajo kot vsi ostali, ampak na hitrejši način jih rešijo, ker jih skozi fizično delovanje. Tudi če bi šli v meditacijo in skozi meditacijsko pot, se pravi skozi duhovno pot, bi naleteli na iste spoznanja, iste težave, samo vztrajati bi morali in tako kot športniki, ki fizično to rešijo, nekateri, ki gremo skozi meditacijo v to, v glavnem priješ do istih spoznanj, prevzameš odgovornost zase in če nam uspe, da sistem ne pritisne na nas kasneje, ko smo že nekako v boljših energijah, potem smo naredili dobro. Sicer sem pristaš tega, da se ljudje odselijo, preselijo, gredo narazen, gredo skupaj, karkoli je potrebno, kajti ko zamenjamo okolje, zamenjamo tudi možnost in pa potencial novih energij. Torej, gremo bolj tehnično še pogledati. Črna magija je lahko, kot sem rekla, sodbe, podzavestne misli. Izhajala sem pa iz tega, da če je komu slabo, pa potem objavi, malo me je odneslo, objavi na Facebooku, da je bolan, pa mu pa vsi pošiljajo zdravje, ljubezen, karkoli. In veste, vsakdo, ki pošilja nekomu zdravje, karkoli, ima svoj pojem o tem, kaj to je. Recimo za nekoga je zdravje to, da je fizično fit, za drugega je to, da je čustveno sproščen, za tretjega je to, da ima dober način razmišljanja, za enega vse skupaj. Se pravi, mi, ki pošiljamo, če bi pošiljali kakršnokoli energijo, je ta energija že opredeljena z načinom vrednotenja tega, kar pošiljamo. Kar pomeni, da marsikdo, 99% pa 100% to dojame, je lahko breme to energijsko pošiljanje. Zato se mi na Zmenku z dušo učimo tudi, kako delati podpore iz svetlobnih mrež zlate dobe, ki so neobremenilne, tako za tistega, ki mu kakršnokoli podporo naredimo, kot za tistega, ki jo daje. Kajti, če vi recimo dajete, recimo starši, ki so zdaj nekje, recimo, da bi moji starši bili stari tam okoli 80 let, če bi, recimo včasih je bilo, da si hodil vedno celo življenje v isto službo, bil poročen z istim partnerjem in njim se zdi to vrednota. In vaši starši tako navijajo za to, da ti ostaneš s tem človekom, da ti ostaneš v isti službi, ne glede na to in potem to oni producirajo te želje, molitve, lahko celo nas kličejo, da naredimo podporo, da človek ostane z unim partnerjem. Mi, priznam, cela naša ekipa ima pooblastilo, dovoljenje z moje strani oziroma delamo na tem, da rečemo, mi bomo naredili takšno podporo, kot je v splošno najvišje dobro za vse vpletene. Ker tisti moment, ko se mi kot energijski delavci, ki delamo z svetlobo, odločimo, da mi odločimo, kdo je boljši, kdo je svetloba, pa kdo je tema, takrat mi postanemo del črne magije. Se pravi, če jaz se odločim, ne, tam fant pa punca sta skupaj, mati kliče, naredi nekaj, da ostanete skupaj ali pa da greste narazen, karkoli pa si želi,
Jaz itak nakurim tistega, ki kliče, pa rečem, da se ga nič ne tiče in da naredim podporo iz svetlobe duše za vse, vključno za to mater, da spozna, da se ne tiče. Ampak v osnovi, a veste, te podpore, če jih mi delamo iz teh nevtralnih con, da samo osvetlimo z dušnimi energijami, z zdravilnimi energijami angelov, vodnikov, da ustvarimo zdravilen prostor, mi se s tem ne vpletamo, ne sodimo, kdo je boljši, kdo je slabši. Kajti mi ne vemo, odkot izhajajo njihove karmične vloge, zakaj so se srečali, ne moramo vsega tega vedeti o vseh ljudeh. Tudi če si kdo misli, da ve, ne ve. Lahko da ve, no, ampak je pol pomeni, da je razsvetljen, kar pa pomeni, da se pol ne bo v to sploh vpletal. V glavnem, energijsko mi ne določamo, kdo je boljši, kdo je slabši, ampak preprosto mi lahko delamo podporo za druge, izključno iz svetlobnega vidika, brez da si želimo ne vem kakšen namen, razen da želimo, da njegova ali pa njena duša dobi stik z osebnostjo in da se poštima življenje, da človek pride v stik z svojimi izvornimi svetlobnimi energijami. Kajti, ko se to zgodi, začne potem duša voditi človeka, vsakega, ki potem najde svojo pravo pot. Tako da te podpore so lahko zelo, kako bi rekla, dvorezen meč in mnogim se zgodi, recimo sploh tem terapevtom ali pa zdravilcem, ki v bistvu, kako bi rekla, imajo veliko energijsko moč, ogromno naenkrat dobijo pozornosti in potem začnejo dobro delati, kajti vsak, ki se začne ukvarjati z energijami, z ene svoje srčne energije, je določen čas podprt svetlobo, dokler dela za svetlobo. Potem pa kar naenkrat se lahko zgodi, da ego mal zraste, denarja je preveč, oziroma se človeku zdi, da je že kar tata mata, začne delati na nečem, kar potem še napihne ego in se zgodi, da začne svojo voljo vnašati v terapije ali pa v podpore, karkoli že dela, kar pa pomeni, da slej ko prej pridejo zraven temne silnice, ki to še podprejo, človek je še močnejši, še boljši, ampak lahko da sam ne opazi, da je začel sodelovati z slabimi energijami. Tega sem se jaz na začetku naše poti poslovne zelo bala, kajti mi smo začeli poslovno pot pozno. Mi smo 10 let prej vse odkrivali, raziskovali, uradno smo naredili neko društvo in delali na tem, da odkrijemo svoje, v bistvu vse tiste tehnike ali pa načine, ki funkcionirajo. Da, ko nekaj narediš, ima en smisel. Tako da mi smo ene vrste bili beli magi, ampak s časoma smo se odmaknili od teh direktnih, recimo magični rituali obilja, recimo je knjiga, kjer skozi dnevne, tedenske, o polni luni, prazni luni rituale, to je knjiga, ki sem jo napisala po svetlobnih, recimo na rekih, potem, ko sem leto in pol ali še več študirala, kako v bistvu uporabiti vplive planetov na življenje, da se povzdigneš v svojo energijo duše. Se pravi, vsi ti rituali niso magični napram drugim, ne, da bi bili, čeprav bi bila knjiga veliko bolj prodajana, če bi jaz napisala magično knjigo ljubezenskih urokov in bi potem vse ženske tam pisale na kristalčke ali pa na kamenčke njeno in njegovo ime, skrivale pod polšter in take stvari. To bi dejansko, prodajno bi bilo veliko bolj uspešno, karmično pa tudi. Se pravi, da tudi dobronamerni uroki ni nujno, da so nekje dobronamerni, ampak se nekje potem, če ti nekoga uročiš, da te mora imeti rad. To je to daleč od tega, da je bila to bela magija. Imenuje se sicer rdeča magija, ampak slej ko prej pride do črne barve, kajti podzavest se začne upirati, nihče si ne želi biti z nekom, s katerim ni zraven duša zraven. Se pravi, da ni duša priklicala srečanje, lahko so karmična srečanja, kaj so karmični odnosi? Ko se imaš fajn skupaj, pa se nimaš fajn, pa se imaš spet fajn in ne moreš biti ne skupaj, ne narazni, v bistvu trpiš, hkrati duhovno ne rasteš skupaj, ampak vsak zase.
To so karmični odnosi, ki ni nujno, da bodo ostali, ko se karma razreši. So pa karmični duhovni odnosi, dušni odnosi, ko pa je duša močnejša komponenta in se mora človek ali pa par na začetku, recimo, ne vem, leto, 2, 5, ne vem, kako dolgo je pač tisto, da se odštrikata, na novo spoznata in iz duhovnega vidika ali pa z dušnega vidika spoznate, da sta za skupaj in potem lepše zaživita, kot sta na začetku. Ogromno je tega in to bolj obdelamo v webinarju za fanatike, kar pomeni, da sistematično pregledamo vsa področja življenja, kako na kakšen način sebe uštimati, kako sodelovati, da se ne greš kakršnakoli magije. Se pravi, tudi programiranje kristalov v ta in ta namen za tisto osebo je lahko podpora svetlobe kot ene vrste bela magija, ki pa ne preide v črno, razen če bi pa mi programirali kristal za neko dekle, da jo tisti fant, ki ji je všeč, ima rad, pol se pa to začne kolobocije dogajati. To je pa pol začetek vstopa v črno magijo. Tako da tanka je linija v energijah, zavest je tista, ki je najmočnejša. Izobraževanje, znanje, branje je najpomembnejše in recimo mene je rešilo to, da sem redno brala izvorne knjige, se pravi, jaz nimam rada recikliranih knjig, tako kot nimam rada filmov, ki so recimo po filmih, se pravi, recimo They Live je meni, oziroma izvirni mi je najbolj všeč, ali pa vse te hollywoodske reprize starih filmov so meni izvorni filmi vedno bolj všeč, tako kot tudi izvorne knjige. Tako da recimo knjiga o čakrah od Harry Ledbetterja iz 14. ali 15. stoletja je še vedno najmočnejša knjiga o čakrah. Čeprav je pa že milijon knjig o čakrah, ampak tista je čista. In recimo ezoterična psihologija, ezoterična astrologija od Alice Bailey. To so knjige, ki jih grizem, ali pa recimo od Krishnamurtija, ali pa od vseh takšnih čistih ljudi, Yoganande, in tiste knjige in tiste stvari jih berem na način, da me povežejo nazaj svojo izvorno energijo. Ali pa knjiga Eckhart Tolle zdaj, ali pa Domovanje duše, Gary Zukav. Sedež duše je zdaj. V glavnem, kako si pomagati, da dviguješ svojo vibracijo? Najslabše je takrat iti na YouTube pa meditirati skozi YouTube. Čeprav sama sem te meditacije zelo naredila, da so čiste, zapakirane, kajti YouTube ima eno tako pač kvaliteto, kot jo imajo sistemi, da zraven pride še vse sorte. Tako da pa se zdaj pogovorimo še o tem. Črna magija, se pravi, je lahko uroki, sodbe, dejansko uročitve v smislu naj me ta pa ta, da greš nekam, da naredi en pač hodža, kdorkoli nekaj, na temo uroka, da te nekdo pa ti da dediščino ali pa te ima rad ali pa te poroči, v glavnem te vsakodnevne, vsakoživljenjske rešitve. To so uroki. Zakletve so, če vas sosed ali pa žlahta ali pa babica, kdorkoli, da se tako razjezi na vas, da vas ukle, se pravi prekle vaše nadaljno življenje ali pa vaše potomce. To so močne stvari, ki jih je potrebno na določenem nivoju razgraditi, sprostiti, se harmonizirati. To se včasih lahko zdravilo čez družinske postavitve, zdaj nisem čisto sigurna, če še, kajti zato je potrebno, da je tisti, ki vodi zelo, kako bi rekla, odporen na vse te vplive in mi vsi moramo krepko delati na tem, da smo odporni proti nižanju zavesti oziroma proti lahkim rešitvam, ki jih ponuja seveda sivina in pa črna magija. Se pravi, potem črna magija, ki jo ne vidimo, je bila delana strani sistemov od pamti veka naprej. So odzadej sistemi, ki vodijo človeštvo skozi religije, skozi šolo,
Če bi šli gledati, kdo je sprožil francosko revolucijo, kdo je sprožil revolucije po svetu, feminizem, ženske so se nakrepko borile, da lahko kadijo, da lahko imajo enake pravice kot moški, da namesto zdaj prej moški dobil plačo, od katere je živela cela družina, zdaj 2 komi zaslužite, da cela družina živi od tega. Tako da ti silne, a veste, premiki množic z emocionalnimi spremembami so temeljili na določeni magiji, ki jo sistemi uporabljajo za vodenje množic. Skozi videe, glasbo, filme, skozi časopis. Časopis je od nekdaj bil kot ene vrste informiranje občinstva, ne o tem, kaj je res potrebno, čeprav ne morejo to čisto direktno povedati, pa pol dajo še not kuharske recepte, pa kaj saditi na pomlad, eno in isto vsako leto. Tako da v bistvu te silnice skozi medije so najbolj močne, zato sama ne gledam že 25-27 let televizije. Pa če jo ne gledaš, to je to. Kaj ti, in pol, ko je slučajno kje druge, vidiš, si čisto ogorčen, kaj se je zgodilo v tem času. V glavnem, skozi vso to, a veste, skozi vsa ta pritisk, skozi medije in glasbo in radio se je zgodilo reprogramiranje človeštva na mnogih nivojih. In ta magija je pa tista, ki pa mene od nekdaj najbolj ne zanima, ampak se jo čutim nevarnost, zato sem zelo antisistemski človek, kar pomeni, da živimo po svoje. Ampak sistemi, ki so pokopali človeštvo že v Atlantidi, v Lemuriji, človeške civilizacije so se že popeljale ravno zaradi sistema, ki je hotel človeško individualnost nekako upeljati v svojo nadgradnjo. In pač ne gre. Ne glede na to, kak plemenit namen se potem nekako zlorabi skozi človeški faktor strahu in nezrelosti. No, pa kaj hočem pa reči, je pa, da določeni simboli, kot so pentagram, heksagram, naša Merkaba, naš najmočnejši simbol, ki je kombinacija pentagrama, heksagrama in keltskih teh spiral, je v bistvu zlata spirala, ki jo imamo tako na obeskih za avtom, za hišo, kar pomeni, da takšen obesek naredi zaščito skozi na tisto področje, polje, kjer je čigav je ključ. To se zgodi najprej simbolično, potem pa čisto energijsko, tako da pri nas imamo vse ključe na teh obeskih, tole je lesen, imamo še črnega, rdečega, vse živo, tako da to pogledate na angelca. Se pravi, da mi ne glede na to, da se 20 let v bistvu nismo ukvarjali s črno magijo, smo se pa ukvarjali s tem, kako ohraniti čisto jasno zavedanje, kako negovati z svojo svetlobo in kako nadgrajevati vse to. Črna magija torej ima moč, če ji vi date svojo moč. Ima moč nad vami takrat, ko vas je strah, ko se čutite nemočne, in zato je popek najmočnejša točka, ki jo morate čuvati, kadarkoli se počutite slabo. Zato mi vedno govorimo ljudem, kadarkoli grejo kam, ker jih je strah, ali greste na izpit za avto, ali imate izpit v šoli, ali greste na razgovor za novo službo. Takrat je idealno, da ali si date malo sivke eteričnega olja ali kakšen naš rolon, ki jih imamo za te SOS, namažete, ali si date kristalček v popek, ali si pa samo preprosto zalepite popek z tistim selotejpom za rane. S tem vi zgostite svojo življenjsko energijo, da zunanji vplivi vas ne morejo aktivirati. Kajti dostikrat se zgodi, da takrat, ko ste prestrašeni, ven pride tista prastara rana, nemir ali pa nisem dovolj dober, ne bo mi ratalo, in vse takšne misli aktivirajo potem to globino karme, ki je v vas, da potem sproži vibracijo in vi ste bolj dojemljivi za slabe stvari. To nekako ne moramo potem reči, da vam je nekdo naredil črno magijo, lahko pa, da če imate okoliščine, kjer so ljudje proti vam,
proti vam so vedno, kadar ste vi svetite bolj kot povprečje. To se morate navaditi. Če hočete narediti izjemne stvari v življenju, bo velika večina jih boste zmotili. Zmotili boste v njihovem spanju, zmotili boste v komfortni coni, zmotili boste s tem, ker se jim bo zbudila ljubosumna čustva, vse živo se zgodi. Zato pač to ni vaše, to je pač, vi ste posredno zbojevalec, ampak to ni vaše, da se morate ukvarjati s čustvi, ki se zgodijo drugim ob tem, da ste vi svetloba na zemlji. Zato si zalepite popek ali naredite pač nekaj od tega, kar sem naštela, kajti ko ste vi v popku čvrsti, ste 98% zaščiteni od črne magije. Če še potem se kaj zgodi, je seme bilo bolj vidno v vas in je morate ene stvari pogledati. Če skozi te stvari vsakdanje zadeve, ki so vam bolj pomembne, ne pridete zlahka. Se pravi, če ste v obdobju, ko se vam nekaj hujšega dogaja, kaj pa mi takrat naredimo? Pogledamo vašo astrološko karto, kajti v astrološki karti, to je karta vašega rojstnega zapisa, tisti dan in uro, ko ste se rodili. Če ne veste ure, rojstni list naj bi jo imel, če rojstni list nima, ali pa če ste starejši, pa se vaša mati ne spomne, kdaj ste se rodili, se potem zgodi, da ta v bistvu rojstno karto preverjamo, če seveda se vam ljub tak proces. Jaz vas moram malo bolj spoznati, da vidim, kakšni ste, in potem iščemo, kdaj bi vam, katera karta bi vam najbolj pasala na karakter, kajti ura je pomembna zato, da se ve, kaj ste po ascendentu. Ascendent se sproži po 42. letu bolj, se pravi bolj kot to, kar ste po horoskopu, se potem po 42. letu sonce aktivira, ascendent aktivira, kar pomeni, da vi začnete pridobivati druge lastnosti oziroma se nekaj spremeni v vas, tako da se da določiti čas rojstva glede na to, kakšni ste zares v resnici. Kajti ne glede na to, ali vi poznate svojo karto ali ne, vi to ste. Ampak v astrološki karti sem se pa jaz skozi vsa ta leta, tudi astrologijo sem najprej 10 let študirala svojo karto, potem sem še 10 let pisala meditacije, astrološke meditacije za druge, gledala, preučevala, no da sem potem na koncu šla se k Amy Current učiti astrologijo. Jaz imam očitno malo kontrasmer, tudi isto sem naredila s Feng Shuijem, kontra, najprej vse pri sebi preštudirala, na koncu v šoli za dizajn se naučila tega, se pravi, očitno imam to kontra, iz prakse grem potem teorijo, ampak kar sem se pa naučila, mi je pa dalo veliko svobode, kajti v astrologiji se zelo jasno vidi, katera področja so vaša karmična, kje se vam lahko zdi, ali pa ste celo dojemljivi za črno magijo, kjer ste jo lahko vi mogoče delali, in ta dva področja smo mi, ker sta tako pomembna, naredili tudi kot pisno storitev. To je Pluton, je energija. Pluton je vaša podzavestna moč, kjer se gor vse obesi, in če se vi bojite lastne moči, zato pravim, da črna magija največjo moč ima, če se bojite, kajti to pomeni, da niste v stiku z lastnim Plutonom. Če imate alergije, avtoimune bolezni, alergijo na senen prah, ali kako se to že reče, na pršice, na pomladansko cvetje, vse to, potem imate težave s svojo notranjo močjo, potem s Plutonom nekaj ni tako, kot bi moglo biti, in zato imamo mi na Merkaba strani, po trgovino greste poiskati Pluton, to storitev. Ugodno je, nismo dragi, zato ker želimo, da se vi o sebi izobražujete. No, in Pluton je ta energija, ki jo vsi mi, ki se ukvarjamo z energijami, slej ko prej moramo urediti, počistiti, da lahko stojimo z svetlobo v temnih trenutkih in smo v pomoč drugim, da se ne sesujemo, da nase ne potegnemo slabih energij, kajti koliko slabih energij potegnete nase, je odvisno od stanja Plutona, pa še potem od vaše karmične osi. Karmična os se v karti, to je vaše poslanstvo, se pravi, v karti se vidi, od kod prihajate in kam greste. Recimo Leonardo da Vinci je imel južni vozel v 12. hiši, kar pomeni, da je imel karmo v duši, se pravi, da je prišel služiti svetu.
In on, če ste brali kaj o njem, ni imel praktično svojega življenja, on je dajal, delal, risal, slikal, delal, če so rabili vojne načrte za pobijanje vojakov, delal vse živo in ves čas dajal za druge. Ker je bil severni vozel v 6. hiši v služenju svetu. Enako imamo mi vsi, vsak ima svojo to karmično os, odkoder prihajate, kjer so vaši talenti, karma, kjer 100% boste rekli, da tam bi pa lahko bila kakšna črna magija ali kaj takšnega, če seveda ne sprejmete odgovornosti, da ste to, kar ste v tem življenju. Tudi to karmično os, vaše poslanstvo smo naredili za storitev, kajti to sta dve najpomembnejši stvari za osebno rast, ki jo vsakdo v eni fazi mora narediti. In namesto, da bi se hoteli srečati z mano ali pa z ne vem kjer, smo mi to lepo zapisali kot individualno storitev, da vsakega pogledamo, kje ima Plutona, s kom je povezano oziroma v katerem znamenju, kaj vpliva in kakšna je ta karmična, to sta dve različni storitvi. Tako da poglejte, če čutite, da se vrtite v krogu oziroma če vas je strah, pa vsekakor. No in v astrologiji se tudi vidi, recimo, na podlagi tega Plutona generacijskega se spreminjajo generacije. Recimo, ravno zadnjič sem razmišljala, da prva in druga svetovna vojna sta bili v času, ko je bil Pluton v znamenju raka. In ne glede na to, da je vmes že šel Plutona, takrat za drugo svetovno vojno se je vrnil v raka in ko je bilo konec, oziroma začela se je vojna končevati takrat, ko je Pluton potem že šel v leva, kar pomeni, da se je šlo najprej za družinske oziroma za transformacijo družine, strahov, enih takih res globokih karmičnih zapisov, kajti rakova energija in vsa vodna znamenja ste bolj dojemljivi za vplive na čustva, se pravi raki, škorpioni in pa ribe. Vi bolj čutite, recimo, če bi rekla, katero črno magijo bolj čutite, vi jo najbolj čutite od vseh ljudi, kajti vi jo zaznavate, nekaj vas grize, reagirate, vse na prvo žogo. Tako da vodna znamenja ste najbolj reaktivna na energije, v plus in v minus, kar pomeni, da največ vode razburkate in takrat, ko je bil Pluton v raku, se je tudi največ vode razburkalo po celem svetu. Tako da potem je šel Pluton v leva stabilno in se potem ni več vojna ponavljala do sedaj je Pluton v vodnarju, kar pa pomeni, recimo, ko je prišel Pluton generacijsko, ko je prišel v leva, ljudje, ki še živijo ljudje s Plutonom v levu, ste najbolj ponosni ljudje in iz ponosa reagirate, kar pomeni, da imate težave s svojo duhovno rastjo, kajti ne glede na to, kaj vam duša pravi, vi odreagirate na ego. In to zna biti težava, še posebej, ker ste zdaj vsi v penziji, ki imate Plutona v levu, kajti to je bilo kar nekaj časa nazaj in ta energija vašega ponosa, da mora biti po vaše, je tako močna, da vi morate to sprostiti in osvoboditi, da lahko potem se stvari spremenijo. No, potem je šel Pluton to je bila tudi najboljša, a veste, Plutoni v levu ste dobri v bilo kakšnih vodilnih položajih. To je bila generacija Plutona v levu, ko je vse dobro teklo. To so bila potem 60. oziroma tam po vojni, ko so ljudje s Plutonom v levu prišli, so odrasli in so bile najboljši žuri, najboljša umetnost, najboljša hrana, najbolj kvalitetne stvari, kajti v Pluton v levu želi dobro. Želi se s tem postavljati. No, potem je prišel pa Pluton v devico, devica je polna strahov in tisti, ki ste zemeljski znaki, biki, device in pa kozorogi, imate eno samo težavo, da vas skrbi na zalogo. Zato vas črna magija vas najbolj dotika predvsem financ, zdravja in pa enih takih finančnih, materialnih zadev, ali pa denar zgubite, ali pa vam ga vzamejo, dediščina in podobno. Tako da Plutoni v devici je generacija, ko se je pa svet začel zapirati, skrbeti preveč, zaskrbljenost, kontrola, kdo bo kaj naredil,
In to je bila ena faza nekje 15 let, ko so generacije skrbele za to, da nas je bilo strah. To je bila tako imenovana hladna vojna, ko v bistvu so vsi bili v strahu za kar neki. Se pravi, ne grožnje za neki, za preživetje, ne vem, to smo imeli vaje v zakloniščih, letali sem pa tja, jaz se spomnim kot otrok, gasilske vaje so bile redne, iz blokov so imeli vaje, kako v primeru požara pobegati. V glavnem, veliko tega se je dogajalo. In potem je šel Pluton v tehnico, tam nekje leta 70 in smo generacije s Plutonom v tehnici, kjer se najbolj obremenjujemo z odnosi. Ne glede na to, takrat so se začeli ta medčloveški odnosi, so stopili od spredje in ves čas imamo nekaj tehtamo, kdo, zakaj, kako in imamo namesto, da bi se fokusirali v tiste smiselne stvari, svoje poslanstvo, sebe zgradili, se mi vsi haklamo na odnose. In na srečo potem prišla naslednja generacija, ki ima Plutona v Škorpijonu, kar pomeni, da je naslednja generacija po recimo 75, še ni, tam nekje 80 ga je pa že, ne 80 še ne, 83, 85 nekje, ste s Plutoni v Škorpijonu in pomeni to, da ste bolj intuitivni, instinktivni, bolj zaupate lastnim občutkom, bolj ste tudi muhasti, kajti Pluton v Škorpijonu gre do globine, kar pa pomeni, da vsi, ki imate Plutona v Škorpijonu, morate priti do svojih najbolj globokih energij, tako da vam še posebej priporočam zmenek z dušo, slej ko prej boste mogli priti na ene take, kako bi rekla, vaje, kako se začeti ukvarjati s sabo na smiseln način. Potem je pa prišel Pluton v Strelca, kar pomeni, da so se energije aktivirale in generacije so postale bolj sproščene, bolj vodljive, bolj v bistvu vsi bi potovali po svetu, vsi bi bili kako bi rekli, digi guruji, vsi bi oddaleč nekje vodili, imeli biznise, ležali na plaži, ne, to se je potem poraslo in ta socialna omrežja so naredila boom, kajti Plutoni v Strelcu jim ni bilo težko vse spustiti nit in ta generacija v bistvu ima nalogo v bistvu se prizemljiti z energijo duše oziroma tega Plutona ponotraniti na svoj dober način. Tako da verjamem, da se tudi mi še kdaj vidimo na zmenku z dušo. Potem so pa prišle generacije, ki bodo nazaj postavile svet. Pluton je v Kozorogu, so pa tisti mladi, ki se jim zdi, kam jim vse skupaj gre, tradicionalni, nazaj v bistvu so se postavile vrednote tradicije, ampak na drug način v smislu, da ne kupujejo več bullshita od starejših, da ne verjamejo več mainstreamu medijem, da ne, enostavno ne. Želijo živeti po tradicionalno, vrnili se bojo v vrtnarstvo, kmetijstvo, zato, ko kdo pravi, da ne bo več teh poklicev, ki jih rabimo, v bistvu bo nazaj, samo ti otroci z Plutoni v Kozorogu morajo odrastiti. Sedaj se pa rojevajo otroci s Plutonom v Vodnarju, ki bojo prinesli večji altruizem in tisti, ki pač negativno gledajo na napovedi, pravijo, da bo umetna inteligenca prevladala na človeštvom, kar je nemogoče, zato ker človek enostavno v enem momentu lahko izklopi vse te naprave in gre živeti nazaj svoje normalno življenje. Ko bo prišel ta čas, boste tudi vi to naredili, da takrat se pa še kdaj srečamo. To je bila osnova o črni magiji, verjamem, da sem preveč natresla, mogoče premalo sistematično, ampak nič vas ne bremeni, da se ne prijavite na moji strani na andrejanovak.si na brezplačni video o črni magiji, kjer bolj sistematično razložim kako in kaj. Tukaj sem vam povedala nasvet za popek, tam še ne 2-3 stvari, kako se zaščititi, kako tudi uporabiti kristale, tako da na brezplačnem bomo malo bolj sistematično pogledali, kako se lotiti črne magije oziroma kako in kaj nas čaka, če se soočimo v bistvu z energijskim svetom. Vabljeni, vpišite se, nič ne boli, nič ne stane, samo malo več znanja boste imeli. Srečno!